Na Mostecu so v organizaciji tamkajšnjega brodarsko-turističnega društva pripravili drugi koncert folklornih skupin, ki so se sicer v Sloveniji mudile v okviru mednarodnega folklornega festivala Slofolk. Nastopili sta skupini iz Latvije in Makedonije, v goste pa so povabili tudi domačo folklorno skupino iz Dobove. Mislim, da je bil lep koncert, všeč so nam bili vsi, naši obiskovalci našega kraja so uživali. Pravzaprav bi želeli s tem poudariti malo tradicijo našega Broda, folklora. Mislim, to pravzaprav vse nekako kulturna dediščina naših krajev. Čeprav so te prišli iz Latvije in iz Makedonije, lansko leto smo gostili iz Romunije folklorno skupino in iz Češke. Pravzaprav to je vse ena slovanska zgodba, a pa tudi če ni slovanska, to je ena zgodba nas vseh, ker smo mogoče pozabili na vse tisto, kar se je včasih dogajalo in bi mogoče letos sedaj radi to vrnili nazaj ob vseh teh recesijskih zgodbah, ne vem kakorkoli, se nam zdi to zelo dobrodošla stvar. Na Mostecu sicer vse prireditve potekajo v povezavi z Brodom. Brod je naša rdeča nit, fil rouge, bi se lahko reklo, na Mostecu, kajti Mostec brez Broda je nič, kot bi rekli moški brez brk je tudi nič. Torej, vse je povezano z Brodom, to je največja tradicija, Brod je tradicija naša 127 let, tako da vse nekako vežemo na to, naše turistično društvo se je orientiralo na to, na ohranjanje kulturne dediščine našega kraja, življenje okrog tega, pravzaprav folklora pa en del tega. Mislim, da nismo nikoli imeli, nikjer nismo našli zapiskov, da bi v našem kraju da je folklora. Jih imamo pa sedaj, kar iz celega sveta nam prihajajo, tako da nekako se, ljudje, ko so povezani med sabo, so dosti močnejši in rajši se imajo in pozabljajo na dnevne tegobe, ki se nam dogajajo sedaj v svetu.
Ples je bil sicer eden prvinskih srečanj in druženj ljudi. Če se je ohranil toliko tisoč let, je prav, da se ohrani tudi v prihodnje, še menijo na Mostecu.